Nujno je spodbujati vse ljudi in jih spomniti, da je lahko pravzaprav vsak državljan oziroma državljanka, ki je polnoletni krvodajalec oziroma krvodajalka. V Sloveniji smo ponosni na našo dolgoletno tradicijo krvodajalstva. Kmalu po drugi svetovni vojni smo to v organizirani obliki začeli izvajati. V Mariboru, v Centru za transfuzijsko medicino in skupaj z Rdečim križem, to z nami, akcije potekajo vsako leto, tako terenske kot akcije v kliničnem centru. Ker pa smo se v zadnjih letih soočili tudi z izzivi, ki jih je prinesla korona, pravzaprav je korona prinesla izzive na vseh področjih, smo se odločili oziroma spoznali, da moramo neprimerno več vlagati za promocijo te dejavnosti. Spodbujati ljudi, da se registrirajo, da nam zaupajo svojo telefonsko številko in potem jih mi lahko nagovarjamo oziroma povabimo na naslednjo oziroma vsako naslednjo krvodajalsko akcijo, ki je na sporedu. Kri pravzaprav vsak od nas lahko potrebuje. Lahko se nam zgodi že, ne vem, tukaj na ulici, da nas nesreča, lahko se naši družinski člani potrebujejo zdravljenje in kri je ena tistih osnovnih, bi rekel, načinov pomoči in prostovoljstva in dobrodelne dejavnosti, ki nas ne stane nič. Spodbujamo danes na tej točki vse, ki se želijo pač pridružiti v krvodajalstvo. Mi smo samo tudi ponovno izobražujemo vsak danih znanj, zagotavljati prstno življenja. Kri tudi ni trajna dobrina, to se pravi, ne moramo srca skanirati več kot veseljem, se smo odzvali in se moramo mi večer skrbeti, da bi želeli 200 in 300 ponosnih slovenskih kolektivov, ki se pridružijo našim krvodajalskim vrstam in se vsakič to je en tak kontinuiran proces, nikoli se ne ustavi. Zadovoljni in veseli smo, da imamo danes in pa služijo namenom, je tudi da ljudi spomnimo, da prav iskra, ljej smo predstavili naše delovanje in druži, hkrati izmenili nekaj zelo veliko dobro delo, ta program razširi tudi na zaposlene v mestni občini, v javnem holdingu in v zavodih, ki jih mesto financira. Danes, poleg oživljanja, ljudem merimo oziroma ugotavljamo tudi njihove krvne skupine. To so posebni testi, ki jih sodelavci zdravstvene službe Centra za transfuzijsko medicino opravljajo. To ni nič kaj strašen poseg, en majhen pik v prst, odzavemo kri in potem za posebnimi testi človeku ugotovimo in povemo njegovo krvno skupino. Vemo namreč, da pravzaprav malo kdo od nas je domač za svojo krvno skupino, bi pa bilo zelo dobro oziroma zelo koristno za vsakega posameznika, da bi svojo krvno skupino vedel, da bi jo lahko morebiti, če se mu kaj hudega zgodi, tudi hitro povedal in da se mu lahko ustrezna pomoč nudi. Tukaj so danes predstojnica Centra za transfuzijsko medicino, o strokovnih vidikih krvodajalstva vam lahko ona pove kaj več, tudi o vseh izzivih, s katerimi se Centra za transfuzijsko medicino srečuje v zadnjih časih, tako da z naše strani kot organizatora smo pa zadovoljni, da imamo dobro, stabilno in kvalitetno sodelovanje. Še vedno potekajo krvodajalske plačljivi odzemi krvi v Avstriji. Potrebno in pomembno je tukaj poudariti, da gre v primeru Slovenije za dobrodelno dejavnost. Vsak se sam odloči, to naredi zaradi tega zavedanja, da pomaga ljudem. V Sloveniji je solidarnost močna in velika vrednota. Vidimo, naprimer, kako smo se vsi odzvali pri reševanju stisk, s katerimi so se soočili ljudje iz Ukrajine. Dobro smo se odzvali, zbirali smo pomoč tudi v vsaki drugi zbiralni akciji, bodisi da gre za otroke ali za potrese ali za poplave, se znamo odzvati in mi verjamemo, da bomo ravno zaradi tega tudi dolgoročno samozadostnost pri oskrbi s krvjo uspeli zagotavljati.